Strategija razvoja slovenskega turizma opredeljuje, da bo turizem v Sloveniji leta 2016 v celoti temeljil na trajnostnem razvoju. Kljub dejstvu, da so produkti trajnostnega turizma v Sloveniji še zelo omejeni, Zavod Tovarna trajnostnega turizma, ki v Ljubljani deluje pod imenom Good Place, odpira vrata z ambicijo ustvarjanja prostora za inovativne podjetniške iniciative, temelječe na konceptu trajnostnega razvoja. Da iskreno verjamemo, da je v bistvu edina razvojna priložnost slovenskega turizma trajnostna smer. Slovenija ni destinacija za masovni turizem, je destinacija za zeleni, odgovorni, človeku prijazni turizem. Prvi koraki vsekakor bodo, da bomo začeli postavljati programe, ki jih bomo tukaj noter realizirali. En od programov bo v smeri podjetniškega inkubatorja za turizem, zato ker bi radi dali prostor vsem mladim, vsem, ki razvijajo neke podjetniške ideje, ki so inovativni, ki vejo, da je v to smer, da bi radi v to smer šli, bi jim radi dali prostor, radi bi jim dali znanje, da tukaj v resnici pridejo vsem, se nekaj naučijo, nekaj spoznajo. To je ena stvar. Druga stvar, bomo vzporedno s tem razvijali celo vrsto delavnic, znanj, izobraževalnih in tako naprej, v katerih se bodo ljudje lahko srečevali, prihajali, prišli po neko znanje, prišli po neke priložnosti. Ustvarjali bomo dogodke, med katerih bomo skušali to ponudbo tega znanja, ki obstaja, in to potrebo, ki je na trgu, združevati. Po drugi strani bomo pa skušali identificirati čim več projektov na mednarodnih nivojih, v smislu evropskih projektov, pripeljati in tako kapitalno skozi ta način in pač tudi znanje. Ustanovitelji zavoda so mnenja, da je za uspešen razvoj trajnostno naravnanega poslovnega okolja in trajnostnega turizma ključno, da se združi ljudi in organizacije ter vzpostavi okolje, ki prepoznava trajnostni razvoj kot prednost, hkrati pa se razvija vrsto spodbud ter zakonodajnih podlag. Sama menim, da tudi naše društvo Planet Zemlja, ki se že 2 leti intenzivno ukvarja s področjem ekoturizma, ugotavlja, da imamo res veliko lepega in to vedo tudi zunaj naših meja, vendar imamo težave to pokazati, to, če lahko uporabim ta izraz, zapakirati. Tudi recimo destinacije, ki si prizadevajo za pridobitev nekih ekoloških certifikatov, imajo težave pri tem z birokracijo, zadeve trajajo predolgo, destinacij imamo uradno premalo, neuradno ogromno, no to bi radi premaknili. Sodelovali bomo s ponudniki turističnimi, govorimo o gospodarstvu, govorimo o javnem sektorju, govorimo tudi o nevladnem sektorju. Torej podjetja, ki že stopajo na pot trajnostnega turizma in so že zavestile potrebo oziroma se zavedajo, da gre tako za ne samo za družbeno in okoljsko odgovornost, ampak da so tudi ekonomski učinki. In na drugi strani seveda podjetja, ki še niso na tej poti, pa bi o tej poti oziroma o konceptu trajnostnega razvoja želela razmišljati. Torej ponudniki so od manjšega hotela, lahko srednjega hotela, večjega hotela, lahko so turistične agencije, lahko so konec koncev, čeprav ne v Sloveniji, če bi širše pogledali v svet, je to lahko družba za ladje na križarjenju. Torej, trajnostni turizem ali trajnostni razvoj je koncept, je filozofija delovanja, je način, kako pravzaprav razvijaš, deluješ z minimalnim učinkom, negativnim učinkom na okolje in maksimalnim za to družbeno okolje, pri čemer spoštuješ kulturo, kulturno dediščino, neko tradicijo, identiteto, in se na ta način konec koncev tudi bolj razlikuješ od drugih, ki to vrstnega spoštovanja, te družbene kulturne odgovornosti nimajo. Partnersko podporo zavodu Good Place izkazujejo tudi številne institucije, med njimi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenska turistična organizacija, Javni zavod Turizem Ljubljana, ZRC SAZU, Fakulteta za turistične študije Turistika in drugi. Kot mednarodni partner je k projektu pristopilo ugledno mednarodno združenje Sustainable Tourism International, s čimer Good Place postaja povezovalni element s tujimi praksami, orodji in znanji. We had a couple of projects which were done for regions or regional brands. So we were doing some methodology, how to measure efficiency of promotional activities of one
southwestern part of Poland, Silesia. So we were helping them every year to analyze what is the result, and we were giving some strategic advisory how to build further steps in promotion the regional brand and their touristic products. We also work for the city of Poznań, and it was a strategic project and methodological project how to analyze the stakeholders' relations they run as a city hall. Turistika bo stala z znanji, z raziskavami za tem zavodom in tudi skozi njega skušala skanalizirati mlade, ki bodo s svojimi idejami, torej študentske projekte, ki bodo skušali zaživeti razne projekte trajnostnega turizma v Sloveniji. Pomen podjetniških iniciativ, ki v času ekonomske recesije prepoznavajo trajnostni turizem kot poslovno priložnost, zaradi okoljskih, družbenih in finančnih učinkov narašča. Uravnoteženost le-teh pa dolgoročno prinaša dober rezultat.